Lepo pozdravljeni. V današnjem prvem prispevku se bomo pomudili pri za gospodarstvo izjemno pomembni panogi turizmu. Partnerstvo za trajnostni razvoj turizma 2012-2016 je naslov nove 5-letne strategije razvoja slovenskega turizma, ki jo je vlada že potrdila in velja za temeljni dokument turističnega razvoja. Tokrat je usmerjena v trženje, Slovenija pa bo postala razvita turistična država, so prepričani na resornem ministrstvu. Minulih 5 let so zaznamovali nadpovprečna rast slovenskega turizma, dobri rezultati ter sodelovanje med vsemi deležniki v slovenskem turizmu. Tudi v prihodnje pa pričakujejo rast, a ta po predvidevanjih ne bo tako skokovita kot lani, ko je bila rekordna. Z novo strategijo se razvoja lotevajo na trajnostni način. Mi želimo seveda uveljaviti ta trajnostni koncept razvoja. Ocenjujemo, da so elementi trajnostnega razvoja seveda tudi naša največja konkurenčna prednost. Govorimo o okoljskem vidiku, o kakovosti na tem področju in seveda o obeh ostalih stebrih trajnostnega razvoja, ekonomski in socialni. Vizija je, da bo slovenski turizem v letu 2016 v celoti temeljil na trajnostnem razvoju in da bo kot zelo uspešna panoga ključno prispeval k gospodarskemu razvoju, k družbeni blaginji in ugledu države v svetu. Slovenija bo razvita turistična država, sodobno, raznoliko in visoko kakovostno turistično ponudbo. Naši cilji so zelo jasni, usmerjeni bomo vse bolj v višje cenovne razrede. To seveda ne pomeni, da bo slovenski turizem obračal hrbet mogoče kakšni ciljni skupini, ki ni posebej navedena v strategiji, pa vendarle mislim, da je prav, da seveda so naše vizije zelo jasne. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so se odločili strategijo spisati sami v sodelovanju z vsemi akterji turizma. In v naslednjem strateškem obdobju so si zastavili ambiciozne cilje. In sicer naša skupna želja je, da bi v bistvu ob koncu strateškega obdobja povečali devizni priliv iz 2 milijard evrov na 3 milijarde evrov, kar pomeni, da bi morali v bistvu ta devizni priliv, da bi moral rasti letno po stopnji nekje 9%. Mi ocenjujemo, da letna stopnja rasti 6 do 8% bo tista pozitivna, ki nas bo vse skupaj seveda tudi zadovoljila. Ocenjujemo oziroma želimo si, da bi število turistov v Sloveniji raslo letno za 4% in pa nočitve za 2%. Da bodo cilje strategije dosegli, bo treba delati na 3 komponentah. Tako na dvigu konkurenčnosti, kot na zagotavljanju poslovnega normativnega okolja, kakor tudi na inovativnem trženju in pa promociji. In prav 3. steber, torej inovativno trženje in promocija, bo bistven. Pri razvoju strategije trženja so izhajali iz zgodbe slovenskega turizma, ki utemeljuje jedro blagovne znamke I Feel Slovenia, pravi direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak. Gre za zgodbo o zeleni, aktivni, zdravi Sloveniji. Zeleni zaradi ohranjene narave, bogatih naravnih danosti, ki navdihujejo prebivalce in turiste. Zeleni pa tudi zaradi naše zaveze, skupne zaveze vseh akterjev v turizmu k trajnostnemu razvoju turizma. Zelena raznolika krajina omogoča aktivne in zdrave počitnice v stiku z naravo. Slovenija, zelena raznolika butična destinacija na stičišču med Alpami, Sredozemljem in Panonsko nižino, ima turistične produkte visoke dodane vrednosti, ki presegajo pričakovanja turistov, ki iščejo aktivnosti v neokrnjeni naravi, skrbijo za svoje počutje, dobro počutje, ohranjanje zdravja, kar je zdaj tudi v trendu, ter cenijo lokalni karakter destinacije in trajnostni vidik turizma. In prav ti so tudi njihova osnovna ciljna skupina, ljubitelji narave, ki želijo biti dejavni v naravi, skrbijo za svoje dobro počutje, zdravje, cenijo lokalni značaj in trajnostni vidik. Sicer pa je država STO-ju letos namenila nekoliko manj denarja.
Mi smo takoj pristopili k iskanju drugih virov in jih tudi našli, tako da bo slovenski turizem za promocijo tako letos v drugi polovici leta in pa za naslednje leto imel na voljo dodatnih 5 milijonov evrov. Tako da ocenjujemo, da bo ta vrzel, ki je nastala, seveda praktično izničena. Vse dejavnosti bodo tako izvedli, morda le v nekoliko manjšem obsegu, pravi Hribar. Sicer pa so številke v turizmu za letošnje prve 4 mesece obetavne. Beležimo za 6,4 več tujih turistov, ki so ustvarili za 4,8% več prenočitev. V prvih 3 mesecih pa 4% več potrošnje. Tako v Sloveniji, kot tudi na globalni ravni opažamo umirjanje rasti števila tujih turistov, medtem ko pri domačih gostih se kaže negativni trend, -2% pri prihodih in -3,7% pri prenočitvah. Domači trg se je odzval na gospodarske razmere, tudi na Hrvaškem so beležili 10% upad slovenskih gostov, pojasnjuje Pakova. No, v teh 4 mesecih je največji delež prenočitev še vedno ustvarijo gosti iz Italije, Avstrije, Hrvaške, Nemčije, Srbije. Teh 5 držav je v prvih 4 mesecih predstavljalo 60% prenočitev. Največjo rast smo v tem obdobju zabeležili pri japonskih turistih, 63% več, ruskih 32% več, ukrajinskih in poljskih. Največ prenočitev v tem obdobju so zabeležili v zdraviliških občinah, in sicer 37%, 22% v obmorskih ter 15% v gorskih krajih. Glede na nastanitev pa največjo rast beležijo na turističnih kmetijah in v mladinskih hotelih. Zdaj pa v Posavje. Krška fakulteta za energetiko, ki sodi pod Univerzo v Maribor, postaja celovitejša, saj vpisuje študente in diplomante v vse 3 stopnje študijskega programa energetika, po novem namreč tudi v doktorskega. Soglasje za program so dobili februarja, diplomanti pa bodo pridobili znanstveni naslov doktor oziroma doktorica znanosti. Študij sicer traja 3 leta. Za našo fakulteto pomeni prvič, da smo celovita fakulteta, torej od 1. stopnje do 3. stopnje, in pomeni predvsem to, da bomo lahko na svojih lastnih kadrih začeli izgrajevati. Razpis za vpis v podiplomski študijski program predvideva 20 mest, rok za oddajo vlog pa je 3. september. Pričakujemo naše diplomante 2. bolonjske stopnje, pričakujemo študente drugih tehniških ved, ki so končali po starem univerzitetnem programu, pričakujemo jih okrog 15. V program se lahko vpišejo diplomanti s končano 2. stopnjo po bolonjskem sistemu ali končanim univerzitetnim ali visokošolskim strokovnim študijskim programom. Študij bodo izvajali izredno in le v primeru, da bodo v program vpisani vsaj 4 kandidati. Ti doktoranti bodo nova znanja prinesli v tale prostor, torej nekako nov zagon znotraj družb, iz katerih prihajajo, torej v glavnem gre za že zaposlene kolege, ki se bodo v bistvu na ta način specializirali oziroma znanstveno izpopolnili. Ukvarjali se bodo predvsem z energetskimi sistemi, torej na znanstvenem nivoju, kako jih upravljati tako, da bo izplen najboljši, kako jih vzdrževati, kako jih projektirati, kako jih konec koncev upravljati, da bo seveda cel sistem najboljši. Sicer pa so na fakulteti zadovoljni tudi z vpisom oziroma povpraševanjem za 1. in 2. stopnjo, torej za visokošolski strokovni in univerzitetni ter magistrski študij. Zelo veseli smo, da smo prvostopenjski visokošolski strokovni študij praktično napolnili že za prvo željo. Na univerzitetnem študijskem imamo še približno polovico prostih mest, za 2. bolonjsko stopnjo pa tudi pričakujemo okrog 60% zasedbo mest, kar je za tehniški študij zelo dobro. Letos se iz sofinanciranja umikata občini Krško in Velenje, kjer ta program izvajajo, ki sta v prejšnjih letih za delovanje namenili skupaj nekaj več kot 740 tisočakov v letu 2008, 425 v letu 2009, 372 v letu 2010 in 600 tisočakov v lanskem letu. Še vedno pa ni jasno, koliko denarja jim bo za delovanje namenila Mariborska univerza. Kot lansko leto tudi letos pričakujemo na razumno razdelitev sredstev znotraj Univerze v Mariboru, torej da bo upravni odbor nam prisluhnil in nam dodelil tista minimalno potrebna sredstva za normalno funkcioniranje. To so?
To je približno 1 300 000. A ta denar jim kljub vsemu ne omogoča izvajanja vseh programov v polnem obsegu. Zato bi potrebovali 2 300 000 evrov, pravi Predin. Zato se poraja vprašanje, kaj se bo zgodilo, če ne bodo dobili niti 1 300 000 evrov. Za študente si želimo, da se ne bo poznalo nič, torej mi bomo vsekakor ostali na kvaliteti. Večji problem bo seveda na strani kolegov, ki bodo seveda prikrajšani. Kakšna pa je sicer kadrovska zasedba na fakulteti? Praktično na doktorskem študijskem programu pokrivamo večino modulov z lastnimi kadri, torej večino od te večine z lastnimi kadri. Le na jedrskem energetskem modulu imamo par kolegov iz inštituta Jožef Štefan. Sicer pa so na fakulteti praktično tik pred začetkom gradnje inštituta, ki bo v Vrbini nasproti nuklearke. Vsa dokumentacija gre praktično k koncu. Nekoliko se je zavlekla zato, zaradi omejenih sredstev smo mogli že v projektnem času praktično planirati čez vsak strošek in to je potegnilo ogromno dela. Ampak nasmiha se konec, torej pričakujemo, da bomo konec tega meseca ali pa v začetku naslednjega meseca že vložili dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Inštitut pa bo omogočal še lažje raziskovalno delo vsem študentom in mladim raziskovalcem fakultete. Ostajamo v Krškem. V osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja, ki jo obiskujejo otroci in mladostniki s posebnimi potrebami iz Krške in brežiške občine, so v začetku meseca odprli obnovljeno otroško igrišče. Igrišče so prenovili Zavarovalnica Triglav s partnerji in občina Krško v sklopu projekta Otroci Triglava brezskrbni v igri. Med 38 prijavami za sofinanciranje obnove otroških igrišč so izbrali 4, med njimi tudi Krško šolo. In Krško oziroma osnovna šola je bila pač deležna izredne publicitete oziroma zelo smo bili zadovoljni s projektom, ki so ga predstavili, zato so prišli ožji izbori in izbrani, izmed 38 smo izbrali 4 osnovne šole oziroma 4 otroška igrišča, ki smo jih letos prenovili. No, jaz bi rekel, da je to zelo pozitivno, pohvalno. Še bolj bi mogoče pohvalil to, da se je zraven pridružil še nekaj sponzorjev, tako da nekako z združenimi očmi smo pravzaprav ta projekt pripeljali do konca v zadovoljstvo vseh otrok in staršev, ki imajo otroke tukaj. Za osnovno šolo, ki jo obiskuje nekaj več kot 60 otrok in mladostnikov, je to velika pridobitev, saj so se tako izboljšali pogoji za igro in učenje. Med drugim so pridobili dvojno gugalnico, širši tobogan, peskovnik in zeliščni vrt. Najbolj pomeni tako, da grem iz te šole, pa mi najbolj tako pomeni, da bojo imeli tudi drugi, kaj se zaigrati, pa da smo že imeli, prej smo že hoteli narediti igrišče, pa nam ni uspel, zdaj so se pa nam uresničile sanje. Vsaka nova stvar pomeni veliko, predvsem pa tudi to, ker je prilagojeno tudi za gibalno ovirane učence, ker je veliko večje, kot je bilo prej. Prej je bila samo ena gunganca, pa en topogan, zdaj teh igralo veliko več. Kaj ne rečem, ponosni smo, da imamo to in tudi se veselimo, da se nam bojo pridružili še kateri drugi otroci iz okolice pri igri. Sama naložba je ocenjena za nekje okrog 32 000 evrov, tudi zato, ker smo pač upoštevali vsa varnostna navodila z varnostnimi blazinami oziroma podlago. V bistvu je največ prispevala Zavarovalnica Triglav, potem seveda tudi občina Krško in pa še lokalni sponzorji. To so bili pa sponzorji v denarju in tudi sponzorji v delu. No, naša politika je že zadnjih nekaj let, da bi pogoje delovanja javnih zavodov, se pravi osnovnih šol, vrtcev, izboljševali, koliko se pač da, in to je tudi en korak na tej poti. Se pravi, to šolo ravno velikih investicij v zadnjem času ni bilo, smo vlagali predvsej v druge šole, vendar je to neka taka idealna priložnost, da vsaj nekaj prispevamo tudi tej šoli. Projekt bodo prihodnje leto nadaljevali. Poleg tega pa imamo kar še ostalih drugih projektov veliko. Verjetno veste, da smo glavni pobudniki Čistimo Slovenske gore. Se pravi, veliko se usmerjamo tudi na ekologijo, na vzgojo tako odraslih kot otrok do odnosa do narave in pa tudi s temi igrišči tudi do celotne družbe. Ambasador projekta je eden naših najboljših biatloncev Klemen Bauer. Kot lahko vidimo, je energija v teh otrocih več kot dovolj in mislim, da je to igrišče zgrajeno na pravem mestu. Kadar gre za prireditve, kot je ta in ostale dobrodelne, ni nikoli odveč sodelovati, če le lahko pripomorem k skupnemu dobremu. V sklopu projekta so ali še bodo obnovili igrišča v Kobaridu, Velenju in Brezovici.
Občanom in občankam Šmarjeških Toplic poslej po zdravila ne bo več treba hoditi v Škocjan oziroma v Novo mesto. Po dolgoletnih prizadevanjih so namreč v sklopu občinskega praznika v nekdanjih prostorih tamkajšnjega vrtca Sonček odprli novo poslovalnico Dolenjskih lekarn. Uporabniki bodo odslej praktično na enem mestu, v neposredni bližini lekarne namreč že delujeta zobozdravstvena ambulanta in ordinacija splošne medicine, deležni celovitih zdravstvenih storitev. Razvejana lekarniška mreža javnega zavoda Dolenjske lekarne, ki že 35 let deluje na območju širše Dolenjske in Bele krajine, je odslej bogatejša za novo, že 14. podružnično lekarniško enoto. Lekarna v Šmarjeti pomeni veliko pridobitev k osnovni zdravstveni oskrbi prebivalcev v tem kraju. Kajti bolniki so do zdaj hodili v več kot 6 km oddaljeno lekarno v Škocjanu ali pa celo v Novo mesto in od danes naprej bodo lahko dvigovali zdravila na isti lokaciji, kot obiskujejo zdravnika. Sigurno je to, jaz bom kar rekel, velika pridobitev in za dolenjske lekarne, farmacevte lekarne v dolenjskih lekarnah, ker bodo tako lažje in boljše opravili svoje osnovno poslanstvo, to je varna, učinkovita in pravilna uporaba zdravil. Seveda je pa to tudi pridobitev za krajane, Šmarjete, občane Šmarjeških Toplic, da bodo kakovostnejšo in boljšo oskrbo zdravil prejemali in pa tudi medicinsko-tehnične pripomočke ter prehranska dopolnila. Občina je že leta 2008 Lekarniški zbornici Slovenije posredovala prvo vlogo za odprtje lekarniške enote v Šmarjeti. Resnično več kot 3 leta prizadevanj je obrodilo sadove in danes smo lahko svojemu namenu predali lekarno v Šmarjeti. To je podružnična lekarna Dolenjskih lekarn. Vrednost celotne investicije se strani občine Šmarješke Toplice je značila 41.000 evrov in dejansko tako smo dopolnili, bom rekla, to našo zdravstveno ponudbo z lekarniško dejavnostjo tukaj v Šmarjeti, kar je bila tudi moja velika želja in potrebe našega lokalnega prebivalstva. Pogoj za odprtje podružnične lekarne, pomembne dopolnitve osnovne zdravstvene oskrbe v šmarješki občini, je bil po besedah županje predvsem polni delovni čas zdravnika. Tako smo oktobra 2010 uradnemu namenu predali tudi prenovljene prostore, zdravstvene postaje tukaj v Šmarjeti in od takrat dalje imamo koncesijo in v Šmarjeti od takrat dalje dela zdravnica polni delovni čas in tudi zobozdravnica in dejansko naši občani so s temi storitvami zelo zadovoljni. Problem pa je bil, ker je najbližja lekarna oddaljena kar nekaj kilometrov, to je v Škocjanu, zato dejansko bomo zdaj poskrbeli, da bo to zadovoljstvo še večje, da bodo lahko takoj, ko bodo opravili svoje storitve pri zdravniku, dobili tudi ustrezna zdravila, kajti delovni čas lekarne bo prilagojen ordinacijskemu času ambulante. V ponedeljek in sredo bo lekarna odprta popoldne, ostale delovne dni dopoldne. V njej bo zaposlena magistra farmacije, dodatna zaposlitev, kot ocenjujejo v dolenjskih lekarnah, ki so med 24 javnimi lekarniškimi zavodi na 7. mestu po prometu, pa ne bo potrebna. Lekarna Šmarjeta je organizirana kot lekarniška podružnica, zato obstajajo nekoliko drugačne zahteve kot pa za lekarno. Nahaja se na 70 kvadratih. Verificirali smo jo tudi za izdelovanje magistralnih zdravil, nismo je pa verificirali za izdelovanje sterilnih farmacevtskih oblik. Poleg magistralnih pripravkov, ta so po zdravnikovi recepturi pripravljena za vsakega pacienta posebej, zdravil na in brez recepta bodo uporabniki v sodobno opremljenih prostorih. Pohištvena oprema v skladu z lekarniško stroko je Dolenjska lekarna stala približno 40.000 evrov, lahko dobili še prehranska dopolnila, sanitetni material, kozmetiko, medicinske pripomočke in drugo. Izjemoma bo po zdravilo še vedno treba iti v Novo mesto. Lekarniška podružnica sicer lahko deluje tudi v manjšem obsegu, zagotavljati mora pa najmanj preskrbo prebivalstva z gotovimi zdravili. Prav gotovo bo v lekarni veliko tudi takšnih pripomočkov, ki so namenjeni negi in pa varovanju zdravja. Dejstvo pa je, da obstaja danes preko 5000 artiklov, ki se tržijo v lekarni in tudi bo verjetno potreben določen čas, kar se tiče, da se bo magistra v lekarni nekako navadila na predpisovanje zdravnice tukaj v ambulanti, ampak jaz sem trdno prepričana, da se bodo lepo ujeli.
Sicer pa uporabniki v podružnični lekarni v Šmarjeti ne bodo deležni zgolj svetovanja glede pravilne, učinkovite in varne rabe zdravil, temveč tudi nasvetov s področja preventive in promocije zdravja, je ob odprtju lekarne poudarila Vitkovičeva. Pridobitve pa se veselijo tudi v Metliki in Črnomlju, kjer so sredi minulega tedna slovesno odprli vrata v celoti obnovljenih poslovalnic SKB banke. Tradicija SKB banke v obeh okoljih, v Metliki in v Črnomlju, je že zelo dolga. Zelo je bila potrebna obnova, namreč mi želimo našim komitentom, našim strankam, sedajnim in seveda potencialnim bodočim omogočiti lepe, prijetne poslovne prostore, tako da se v njih počutijo dobro in da jim je zagotovljena osebna obravnava. Naša želja je, da smo čim bližje strankam, da našim strankam lahko ponudimo čim boljšo kvaliteto naših storitev, čim več produktov, da jim ponudimo lahko vse tisto, kar ocenjujemo, da naše stranke potrebujejo. In nedvomno je za stranko zelo pomembno, da v okolju, v katerem opravlja svoj posel, ga opravlja tako, da je zadovoljna. In zato se tudi odločamo, da redno prenavljamo naše poslovalnice, pač po določenem ciklu in obnovi, in glede na to, da imamo tudi poslovalnice in smo imeli stare poslovalnice, tako v Črnomlju kot v Metliki, smo ocenili, da tudi te poslovalnice je potrebno prenoviti. Poslovni prostori so, kot vidite, lepi, svetli, prijazni uporabnikom. Je dosti bolj domače, svetlo in smo kar zelo zadovoljni. Obnovljeni poslovalnici bosta pripomogli k bančnemu poslovanju s še bolj prilagojeno osebno obravnavo, so prepričani v banki. Danes vsaka stranka želi biti obravnavana individualno kot osebnost, kot oseba. Ne želi deliti z vsemi ostalimi strankami vse svoje osebne težave, osebne informacije in osebne probleme. Vsekakor pa je posamična obravnava potrebna tudi pri delu s pravnimi osebami, pravi Ravbarjeva in dodaja, da pri njih za dober projekt vedno najdejo denar, a ga najprej ocenijo z komercialnega vidika in z vidika tveganja. Projekt more kazati tiste podatke, da je sposoben preživeti in da lastniki se zavedajo, kaj vlagajo, kaj ne vlagajo, da verjamejo v projekt. Denarja ne manjka, vsekakor mora podjetje imeti dober projekt, dobro vizijo in za dobre investicije se vedno najde denar. Najpomembnejše je, da je denarni tok tak, da bo projekt preživel. Naša osnova ni, da dobimo neko nepremičnino ali pa nekaj, kar bo nekdo zastavil, ampak naša osnova je, da projekt preživi in da stranka preživi in mi skupaj z njo delujemo tudi v bodoče. Tudi zaradi takšnega načina poslovanja v SKB-ju dosegajo zelo dober poslovni izid. Minulo leto so sklenili z visokimi dobički in to kljub temu, da je pri njih, kot pravijo, skrb za varnost pomembnejša od dobička. Veliko prej smo mi v banki začeli dajati pozornost tveganjem in izpostavljenosti kot marsikatera druga banka. Ravno zato, ker smo to znanje dobili pri naši mami, kot običajno v naši skupini. In danes se to kaže kot zelo dobra naložba, pravi Ravbarjeva in dodaja. Je treba skrbeti in za dobiček, in za varnost, in za stabilnost, kajti banka je nekaj posebnega. Ni včasih kot podjetje, kajti pri banki je treba misliti, da mi delamo za denarjem našim varčevalcev. Se pravi, da je zaupanje mogoče še bolj pomembno kot kje druge in mi se tega zavedamo. Tako v SKB banki kot v naši celotni skupini Societe Generale, ki je prisotna v več kot 80 državah sveta. Kot sestavni del te velike močne mednarodne skupine Societe Generale sledijo vsem smernicam ter dobre zamisli in izkušnje iz drugih držav prenašajo v slovenski prostor. Mi smo tudi v preteklosti in varčevali, in se racionalizirali, in se reorganizirali, in iskali optimalne vire, optimalne rešitve pri novih produktih, tako da določeno fazo smo nedvomno dali. To se nam danes obrestuje. Mogoče to, kar danes delajo druge banke, smo mi že opravili in lahko danes s ponosom ugotavljamo, da smo varna banka, da smo stabilna banka, da smo banka, ki skrbi za produkte, ki skrbi za komitente, ki skrbi nedvomno tudi za svojo varnost in stabilnost. Saj poleg ostalega je to spoznala tudi mednarodna revija The Banker, ki nas je razglasila za banko leta. Ker želijo dosežene rezultate ne le obdržati, ampak tudi izboljšati, zelo veliko vlagajo v ljudi, pravi Ravbarjeva, v njihovo izobraževanje in dobro počutje. Želeli bi, da se seveda gospodarska situacija v našem okolju popravi, saj to neposredno vpliva tudi na naše delo, vendar ne glede na to situacija, kakšna je. Mi zaposleni se trudimo, da bi svojim strankam pač čim bolje pristopili nasproti in da bi jim glede na njihove situacije omogočili čim lažje življenje. Ravbarjeva pa vsem strankam svetuje.
vsaka stranka, ko vidi, da je v težavah, naj pride in naj se pogovori. Prepričana sem, da neko rešitev bojo najdli. Banka in stranka sta komitenta, sta partnerja. Oba morata igrati na odprte karte in oba si morata pošteno pogledati v oči in pošteno povedati, kaj pričakujete. Ker edino na tak način si lahko tudi pomagata. V SKB banki tudi v težkih gospodarskih časih namenjajo denar donacijam in sponzoriranju različnih dogodkov in projektov. Ob odprtju obnovljenih poslovalnic v Metliki in v Črnomlju so otrokom iz metliškega in črnomaljskega vrtca namenili 2000 evrov za nakup igral in didaktičnih pripomočkov. Toliko smo pripravili v tokratni oddaji Smo dobri gospodarji. Z vami bomo spet prihodnji torek, gospodarske vsebine pa si lahko ogledate tudi na spletni strani vašega kanala. Nasvidenje do prihodnjič.